če naredimo eno dekompozicijo oziroma če razčlenimo, kaj se znotraj slovenske inflacije, košarice cen najbolj drži, potem se tu na prvih dveh mestih stosujetovanje in prevoz. V obeh ima ključno prevladujoči delež cena tekočih goriv, pri stanovanju je to kurilno olje, gorivo za ogrevanje, pri prevozu pa so to bencini in dizelsko gorivo. Sledi močen prispevek cen hran in brezalkoholne pijače in s tem lahko, če vemo, da je zdaj inflacija 6,9%, lahko približno 4% točke pojasnimo samo s spremembami cen hrane in pa spremembami cen tekočih goriv. Seveda pa potem, ko se inflacija relativno dolgo upravljena na visokem nivoju, na prejšnji mesec dosegla 7%, že prišlo do nekaterih sekundarnih učinkov oziroma do prenosa višjih cen, ki so bile še v začetku lanskega leta oziroma nekaj v sredini lanskega leta, predvsem skoncentrirane v teh dveh skupinah hrana in goriva. Te višje cene so se počasi začele prenašati tudi v ostale cene, tudi v tej sliki. Se nekoliko poveča tudi prispevek od obleke in druge inflacij, stanovanjske opreme, zdravja, izobraževanja in tako naprej. V bistvu izmed 12 cen, 12 teh glavnih skupin indeksa cene, kar v 8 rast cen za letošnje leto približno više, kot je bila pred letom. Torej, kljub temu, da so ključni dejavniki, ki so povzročili dvig inflacije, da prihajajo zmerno okolje, pa je seveda pomembno, da je inflacija tudi posledica dogajanja v slovenski ekonomiji. Predvsem gre tukaj za dejstvo, da je rast pri nas še vedno več kot dvakrat višja kot v ostalih evropskih državah. In ta proces približevanja tudi vpliva na to, da je nekoliko hitrejša tudi rast cen. Če pogledamo, kaj se dogaja s samimi politikami, ki oblikuje vlada oziroma ki lahko do neke mere nadzira, potem vidimo, da so tisti del cen, ki so pod različnimi oblikami regulacije vlade, da raste zelo zmerno. Predvsem ta del, ki je označen na grafiku zeleno črto, to so tiste cene, ki vlada res neposredno določa, so se v zadnjem letu povišale samo za 0,6%, 10-krat manj, več kot 10-krat manj kot skupna inflacija, kar nekoliko ustvari to sliko pri reguliranih cenah, so seveda energenti, pri nas so tekoče vpliva še vedno kot njihove cene se oblikujejo prosto, ampak s pomočjo modela, ki ga v končni instanci potrdi vlada, in te cene so v bistvu naraščene skoraj po 25%. Na drugi strani je vlada sprejela rebalans, rebalans proračuna in ključna ugotovitev oziroma ključna sprememba tega rebalansa je v primerjavi s tem, kar je bilo na prvotnem načrtovanju za letošnje leto ta, da bo fiskalna politika tudi v letošnjem letu ohranila proticiklično naravnanost. Ohranil bi se najproračunski presežek, to je nekazno tukaj v skrajno desnem stolpcu. In če ste spremljali včeraj novinarsko konferenco ministra za finance, je minister povedal, da če pravijo v rebalansu napovedan presežek 70 milijonov evrov, da bi ne bil ta primer tipet večji. To so sicer neuradne, če zradi številki, mi ne razpolagamo s podrobnejšimi podatki, da bi lahko to analizirali, ampak mislim, da ta informacija je zdržava. Tako da, če pogledamo tudi fiskalno politiko, to drugo pomembno politiko, ki vpliva na rast cen, bo v letošnjem letu verjetno ostala takšna, da ne bo dodatno prispevala k povišanju cen. Nekoliko drugačne so razmere na področju plač. Plače namreč v letošnjem letu se naraščajo hitreje, kot se naraščajo v lanskem letu, pa je vsem posledica dveh dogodkov. Prvi je ta, da smo imeli lani višjo inflacijo od pričakovanja in ta višja inflacija se leto že ugradila v rast plač. Po drugi strani pa smo lani beležili tudi visoko gospodarsko rast in del visoko gospodarske rasti se preko dodatnih izplačil odraža tudi na rasti plač. Tukaj na tej sliki se lahko vidi, da je v lanskem letu precejšnja razlika med spremembami bruto in neto plač. Ta razlika letos izginja, v bistvu razlog, zakaj je prišlo lani do te razlike, je bila davčna reforma. Neto plače so se zaradi razbremenitve plač, oziroma zaradi spremembe dohodninske lestvice poviševale hitreje, kot so se poviševale bruto plače. Letos je ta dejavnost odpadla, zato sta te krivuli zopet bolj skupaj. Rast neto plač je bolj primerljiva. Kratko predstavim še, kaj se dogaja v tem realnem delu ekonomije.
potem je v skladu z našimi pričakovanji, ki smo jih zapisali že v pravi naše pomladanske napovedi, v zadnjih mesecih prišlo do postopnega umirjenja aktivnosti v Sloveniji, tudi da se je rast proizvodne predelovalne dejavnosti močno umirila, še nekje v začetku lanskega leta znašala preko 10%, se v zadnjih pol leta giba nekje med 2 in 4%. To umiranje ni značilno samo za Slovenijo, ampak celotno Evropsko unijo in tudi to je bilo pričakovano, oziroma je pričakovano razvoj dogodka. Potem, ko je bila lani gospodarska rast na globalni ravni najvišja praktično po drugi svetovni vojni, se letos prihaja do njega cikličnega umirjenja.